Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma Svete Marte, govoril o nevarnosti privatizacije zveličanja in oblikovanja elitnih skupinic. Gospod je res rešil vsakega posebej, a rešil nas je kot del Božjega ljudstva. Pri homiliji je sveti oče izhajal iz pisma Hebrejcem in dejal, da je Jezus nova in živa pot, ki ji moramo slediti na način, kot jo je on zastavil. Obstajajo namreč napačne oblike krščanskega življenja. Jezus postavi kriterije, da ne bi sledili napačnim modelom, in eden od teh napačnih modelov je privatizacija zveličanja. È vero, Gesù ci ha salvato tutti, ma non in genere, no? Tutti, ma ognuno. Res je, da nas je Jezus vse rešil, a ne kar nasplošno. Vse, a tudi vsakega, z imenom in priimkom. To je osebno zveličanje. Res je, da sem rešen. Gospod me je pogledal, zame je dal svoje življenje, odprl je ta vrata, to novo pot zame. Vsak med nami lahko pravi zame, je pojasnjeval papež in zatem opozoril pred nevarnostjo, da bi pozabili, da nas je on rešil vsakega posebej, a kot eno ljudstvo. Gospod vedno rešuje v ljudstvu. Od trenutka, ko je poklical Abrahama, mu je obljubil, da bo naredil eno ljudstvo. Gospod nas rešuje znotraj enega ljudstva. Zato nam apostol Pavel v pismu Hebrejcem pravi: mislimo drug na drugega. Zveličanje torej ni samo zame. Če ga razumem na ta način, se po papeževih besedah motim in sem na napačni poti. La privatizzazione della salvezza è una strada sbagliata. Privatizacija zveličanja je napačna pot, je ponovno poudaril. V nadaljevanju je razložil 3 kriterije, ki preprečujejo to privatiziranje zveličanja. To so vera v Jezusa, ki nas očiščuje, upanje, ki pomaga zreti v obljube in iti naprej, in ljubezen, kar pomeni biti pozorni drug do drugega, se od blizu spodbujati k ljubezni in dobrim delom. Ko sem v župniji ali v kakršnikoli skupnosti, lahko znotraj nje privatiziram zveličanje in sem tam bolj z družbenega vidika. A da zveličanja ne bi privatiziral, se moram vprašati, ali sporočam vero, sporočam upanje, sporočam ljubezen. Se in una comunità non si parla, non si dà animo uno all'altro in questa 3 virtù. Če se v neki skupnosti ne pogovarja, če se drug drugega ne spodbuja v teh 3 krepostih, so člani te skupnosti privatizirali vero, je nazorno pojasnil Frančišek.